Zdravo. A mi lahko zaupaš tvoje ime, priimek, s katero športno panogo se ukvarjaš in pa zakaj si se včlanil v Mastercard športno akademijo? Ja, sem Jožef Verdinek, ukvarjam se z odbojko. V Mastercard športno akademijo sem se pa včlanil predvsem zaradi tega, ker sem tukaj videl v bistvu ogromno enega prostora za napredek, ogromno enega znanja, ki mi ga lahko vsi ti strokovnjaki predajo, ki ga bom lahko potem uporabil za naprej v bistvu celotni svoji športni karieri. Kar se tiče znanja, kateri od 6 temeljev, ki jih bomo obravnavali ali se jih bomo učili, se ti zdi najbolj pomemben, zakaj? Definitivno športna psihologija, se mi zdi, da tu se na splošno daje premalo poudarka v športu, predvsem pri mladih športnikih. Tudi sam sem tukaj do zdaj v teh letih svoje kariere videl, da je v bistvu veliko prostora za napredek, tako da se mi zdi, da je to res neka taka pomembna zadeva, ki se jo treba implementirati v treniranje. Kakšni so pa tvoji cilji v športu in v bistvu kakšni so tvoji cilji nasploh? Ja, definitivno je v trenutnem delu življenja so vsi moji cilji povezani s športom. Želim pa si v bistvu res, da bi igral v najboljših ligah po svetu, ne samo v eni, ampak da bi dosegel v bistvu to, da sem nek spoštovan igralec, ki si ga želijo največji klubi v vseh državah na svetu. Definitivno pa so cilji tudi z reprezentanco, da v bistvu postanem nek standardni član reprezentance pa dosegam z njimi take uspehe, kot jih oni dosegajo zdaj. Obstaja kakšna destinacija, še posebej zaželena? Ja, definitivno je to Poljska odbojkarska liga, ker tam je v bistvu največ navijačev, v bistvu tam si najbolj v bistvu kot neka zvezda, no, postaneš, ker so tisti navijači res najbolj entuziastični. Zanimivo. V skupini imaš možnost druženja z sovrstniki, z ostalimi športniki. Daj povej, a je ta način druženja, komunikacije, a je to ena prednost in če je tako, zakaj? Se mi zdi, da je definitivna prednost zaradi tega, ker so v bistvu vsi te športniki, ki so tukaj z nami, istega mišljenja kot jaz, se pravi, vsi imajo visoke cilje, v bistvu vsak ima pa neke drugačne izkušnje in lahko si to pač med sabo delimo in posledično napredujemo. Obstaja kakšen stavek, znanje, dogodek, ne vem, karkoli v tvojem življenju, ki je še dodatno pripomoglo na tvoji športni poti? Se pravi, je bil kak drive poseben, nekaj, kar te je premaknilo ali te zna premakniti še bolj? Ja, definitivno vsi največji uspehi vseh športnikov iz vseh športov, mogoče pa v trenutnem delu kariere, no, bom rekel, pa najbolj stavek, ki ga je rekel Michael Jordan na koncu svojega Hall of Fame speecha, limits like fear are often just an illusion, v bistvu, ker sem imel tudi sam velike probleme s strahom, zaradi strahu nisem mogel igrati, no, in sem si nekako, če lahko tako rečem, študiranjem Michaela Jordana, njegove mentalitete ogromno pomagal. Je, njegova mentaliteta pa mentaliteta Kobija sta posebni, ne, treba priznati. Kaj misliš o tem, da nekateri športniki dosežejo, ker to je ravno zanimivo, ne, kaj sva se zdaj pogovarjala, kaj misliš o tem, da nekateri športniki dosežejo svoje zastavljene cilje, drugi pa ne? Zakaj misliš, da je temu tako? Ja, ne more biti vsak prvi, ne. Definitivno pa se mi zdi, da je potrebno nekaj malega sreče, ampak na koncu pride sam do tega, da kdo si upa oziroma kdo si drzne dati nekaj več. Kdo je ne samo drzen več trenirati, ampak tudi kdo v svojem prostem času več dela vloži v šport, se pravi tudi iz vidika vseh teh delavnic, ki jih imamo na primer tukaj na športni akademiji, se pravi športna psihologija, športna prehrana in tako naprej. Kaj pa je tvoja največja prednost in v bistvu kaj je tvoja največja slabost, če že izpostavljamo oboje malo? Kot svojo največjo prednost bi izpostavil neko drznost, mogoče tako kot ste že prej omenil, drive, ki ga imam v bistvu sam v sebi, ki ga črpam iz teh največjih športnikov in ga znam zelo dobro prenesti na svoje treninge. Mogoče pa največja slabost bi pa zaenkrat rekel, da nisem glih dober v porazih, zelo težko jih prenesem. V bistvu se tukaj najbolj pozna mogoče na tistih manjših porazih, mogoče v kakšnih igricah na treningih, ki potlej zaradi tega izvajam malo večji pritisk mogoče na svoje soigralce, pa to kdaj ne bi smel, ampak bomo probali popraviti. A bi kaj pomagalo, če povem, da nisi edini, da je že marsikdo povedal enako? Ja, verjamem. No pa dajva še zadnje vprašanje, glede na to, da se dosti pogovarjamo tudi o tem pristopu in tako naprej. Pri katerem temelju imaš pa največ prostora za napredek? Ja, tako kot sem že prej omenil, definitivno pri športni psihologiji se mi zdi, da tukaj
se da največ narediti, predvsem zaradi tega, da bom tisto dobro igro iz treningov prenesel na tekme, da se bom znebil neke živčnosti in pa predvsem, da bom rad bolj samozavesten. In bomo poraze spremenili v zmage. Točno tako. Hvala.